Dober dan, lepo pozdravljeni. Nova Slovenija je vložila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ v zvezi z utemeljenim sumom, da je ministrstvo brez pravne podlage izpolnilo denarno terjatev, ki ni več obstajala. Neupravičeno seveda izplačilo sredstev državnega proračuna Svetlani Makarovič. Če povzamem, Svetlana Makarovič je bila s strani upravnega odbora Prešernovega sklada določena kot prejemnica Prešernove nagrade za leto 2000. Svetlana Makarovič se je na prireditvi Prešernovih nagrad za leto 2000, ki jo je predvajala tudi nacionalna televizija, Prešernovi nagradi v celoti odpovedala z besedami, citiram: "Gospod predsednik upravnega odbora te institucije, nagrado seveda v celoti zavračam." Konec citata. 11. julija letos je bilo iz medijskih objav mogoče razbrati, da je Ministrstvo za kulturo junija letos Svetlani Makarovič nakazalo denarno nagrado v višini 8.346 evrov, ki jo je leta 2000 prejela kot del Prešernove nagrade za življenjsko delo, a jo je takrat v celoti zavrnila. Svetlana Makarovič je prejem denarja potrdila, sredstva so bila izplačena iz proračuna Republike Slovenije. Jasno je, da se je Svetlana Makarovič denarni nagradi odpovedala. Jasno je tudi, da se je Ministrstvo za kulturo s tem strinjalo, saj 23 let na tem ni potekalo nobenega dogovora in se tega ni nič od tega izvajalo, nobenih aktivnosti, in nagrada ni bila izplačana. Skladno z obligacijskim zakonikom po 319. členu ta terjatev ne obstaja več. Pravna podlaga za izplačilo tako danes ne obstaja. Te pravice ni več. Še več, če pogledamo, je ta terjatev zastarala, ker veljajo 5-letni zastaralni roki in bi ta terjatev do danes zastarala že 4-krat. Ne pozabimo pa tudi, da je kulturna ministrica ideološko močno povezana s Svetlano Makarovič. Skupaj sta se aktivno udeleževali protivladnih protestov v času prejšnje vlade. Zdi se, da ni naključje, da se je Svetlana Makarovič po več kot 20 letih premislila ter nakazilo denarne nagrade od Ministrstva za kulturo zahtevala prav po prevzemu ministrstva strani stranke Levica. Ministrstvo za kulturo je zahtevi arbitrarno sledilo, čeprav terjatev sploh ni več obstajala, v najboljšem primeru je res že 5-krat, 4-krat zastarala. Postavlja se torej resno vprašanje, ali je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko z neupravičenim izplačilom javnih sredstev Svetlani Makarovič storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanja javnih sredstev. Glede na javno izkazano tesno ideološko povezanost med ministrico za kulturo in Svetlano Makarovič pa gre tudi za očitne znake resnih korupcijskih tveganj. In v Novi Sloveniji želimo, da se na nujni seji Komisije za nadzor javnih financ to tudi preveri. Zato predlagamo 3 sklepe. Prvi sklep, da zadevo preveri Računsko sodišče, drugi sklep, da zadevo preveri KPK in tretji sklep, da Ministrstvo za kulturo naredi vse, da se izplačana sredstva vrnejo nazaj v državni proračun. Hvala. Kakšno vprašanje? Ja, jaz imam kakšno vprašanje. Zdaj ste povedali, kaj si želite, kaj pa realno pričakujete od vaših zahtev? Naše realne zahteve slonijo in so naslonjene na obligacijsko pravo, ki pravi, da za izplačilo ni pravne podlage, da je ta zadeva zastarala že 4-krat, se pravi, da je zastarala po tistih prvih 5 letih. Ministrstvo za kulturo in kot tudi Svetlana Makarovič v teh 23 letih niso naredili nobene aktivnosti, ki bi nakazovalo na kakršnokoli kasnejše
izplačilo, ona se je temu javno v celoti odpovedala in seveda računamo na to, da zadevo preuči Računsko sodišče na podlagi naše slovenske zakonodaje in da se sredstva vrnejo v državni proračun. Boste spisali mogoče kakšno ovadbo? Lejte, vse je odvisno, tudi seveda od tega pričakujemo, da se bojo zadeve razčistile in tudi pravno formalno uredile na samem sklicu Komisije za nadzor javnih financ. Seveda pa je od tega odvisno tudi glede poročila Računskega sodišča, kako se bo v postopkih tudi naprej nadaljevalo. Ja, Maja Lazarec, mene pa zanima, glede same zakonske podlage, glede Prešernovih nagrad, zdaj podpirate vi spremembo celotnega zakona, ste naklonjeni, da bi se sprejel posebej zakon prav za ta primer, ali kako drugače, da se ta, bom rekla, gordijski vozel nasploh to vprašanje vrnitve, nevrnitve nagrade razrešilo? Mogoče se nismo razumeli. Mi se sklicujemo na odločitev tudi same prejemnice, ona je v celoti zavrnila, ni pravne podlage za izplačilo te nagrade in z tega vidika kakršnokoli drugo dejanje je kršitev slovenske zakonodaje. Ja, neki odvetniki se drugače tudi na obligacijsko pravo sklicujejo in po njihovem je temelj za izplačilo. Ravno zato mi sklicujemo nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, da tudi ti pravniki povejo, po katerem členu obligacijskega prava. Imamo tudi doktorja Juharta, ki citira obligacijsko pravo in kateri pravi, da praktično pravica je prenehala. Kaj pa glede vrnitve nagrade Patra Rupnika, kakšno je vaše stališče? V Novi Sloveniji obsojamo kakršnekoli spolne zlorabe. Mi smo vložili leta 2020 tudi spremembo kazenskega zakonika, ki te spolne zlorabe močno podaljšuje tudi do 3-krat, kar pomeni, da so zastaralni roki na tem področju od 30 do 90 let. Pater Rupnik je dobil Prešernovo nagrado za njegova izjemna umetniška dela, za njegove stvaritve. Mislimo pa, da bi moral za svoje dejanja odgovarjati po civilnem pravu in seveda v Novi Sloveniji imamo ničelno toleranco do kakršnih koli spolnih zlorab. Imate slučajno podatek, ali je še 20.000 vredna Prešernova nagrada danes? Jaz trenutno tega podatka zdaj nimam, lahko vam pa priskrbimo naknadno. Če sem notanje Magarovičeva še dobivala tudi pokojnino v tej višini, kot da je imela Prešernovo nagrado. Čeprav je zavrnila, se bo tudi to preverjali? Lejte, zadeva na Komisiji za javne finance se lahko nadgradi, se tudi odpira še kakšne dodatne vprašanja na tom področju. Jaz se nadejam res dobre, strokovne, temeljite razprave in seveda tako kot smo, imamo 3 sklepe naložili Računskemu sodišču, da preveri v tej zadevi, da preveri Komisija za preprečevanje korupcije in 3. sklep, da ministrstvo naredi vse, da se izplačila, ki nimajo nikakršnega temelja, vrnejo v državni proračun. Gre za naš državni proračun in denar nas davkoplačevalcev.